Termoelektrarna Šoštanj bi lahko kmalu postala finančno neobvladljiva. Do leta 2033, ko naj bi ugasnila, bi lahko nabrala že za 2 milijardi dolgov. A iz holdinga Slovenskih elektrarn sporočajo, da letos poslujejo stabilno, priznavajo pa, da se bosta tako TEŠ kot Premogovnik Velenje v prihodnosti težko izognila izgubam. V Šaleški dolini je veliko slabe volje že zaradi odločitve vlade o zaprtju TEŠa leta 2033, ob napovedi, da bi se to lahko zgodilo že prej, se je danes oglasil sindikat. Duška Lah je v Šoštanju, kaj si izvedela, kakšni so odzivi TEŠa, Premogovnika in holdinga Slovenskih elektrarn? Lep pozdrav. Torej, odzivi so zelo skopi, so pa iz holdinga Slovenskih elektrarn v imenu vseh treh zapisali, da poslujejo letos stabilno, zahvaljujoč dolgoročni prodaji električne energije in da ne pričakujejo večjih težav v poslovanju. Dejstvo pa je, da je leto 2022 termoelektrarna zaključila slabimi 600 tisočaki izgube, premogovnik pa je imel izgube 3,3 milijona evrov. Podjetji sta vezani drug na drugega, saj termoelektrarna pokuri ves lignit, še vedno pa proizvede skoraj tretjino elektrike za vso Slovenijo. Proizvodnja lignita v premogovniku pa spet pada, po drugi strani pa še nikoli ni bilo na deponiji toliko zalog kot zdaj, več kot 500 000 ton lignita in uvoženega premoga. Danes so se oglasili sindikata premogovnika, ki je pomemben regijski zaposlovalec. Poglejmo izjavo. Če smo govorili o 2400 neposrednih delovnih mestih, pa še nekje 2000 do 3000 posredno povezanih delovnih mestih. Če jih zna, mi smo že takrat opozarjali, če jih zna nekdo narediti v 10 letih, kapo dol. Zdaj se pojavlja številka v leto 30 ali mogoče celo še prej, to je misija nemogoče. In to je daleč od pravičnega prehoda. In kako je z informacijami, da v TEŠ znaša proizvodnja elektrike 1 megavatne ure okoli 180 evrov, na trgu pa jo lahko proda za 80? Iz holdinga odgovarjajo, da se tako TEŠ kot druge evropske termoelektrarne v prihodnje ne bodo mogli izogniti občutnim izgubam. Zato pa iščejo rešitve, kako celotni termodiviziji, torej termoelektrarni in premogovniku, omogočiti stabilno poslovanje do konca obratovanja. Niso pa v holdingu Slovenskih elektrarn zapisali letnice. Toliko iz Šoštanja. Hvala lepa. Minister za notranje zadeve